To so zadnje energije meseca v letu 2024. Pred nami je zadnji mesec, mesec december, z nami pa v energijah meseca Jimmy, Lili in Darja. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Jimmy, zadnji mesec, retrogradni Merkur se je začel v zadnjih dnevih novembra. Kako bo to vplivalo na december? Cela energija ne bo mogoče tako, kot smo vajeni, veseli december, živahen december, bo mečkam bolj umirjen. Glih zaradi tega retrogradnega Merkurja. Sicer ne bo preveč počasen, ampak bo relativno bolj umirjen. Tudi Mars gre retrogradno in pol vse skupaj energije. Kot da bi nam govorili, dajte se usest, dajmo malo počakati, dajmo malo pogledati, dajmo rekapitulirati celo zadevo, ne hiteti. Predvidevam, da bo res za mnoge bolj umirjen mesec. Napisal si, pomembno je, da imamo rezervni načrt, do tega še pridemo. Lili, situacije, ki nas bodo postavile pred odločitev, se pravi, kakšne odločitve so to? Sva skup, nisva skup, se bova preselila, ne bova preselila? Veliko bo odločitev povezanih ravno z odnosi. Predvsem s tem, kdo ali kaj želim jaz biti, to se je začelo v mesecu novembru, pa s kom želim biti, s kom se dejansko vidim v svoji starosti. Pa se mi zdi, da mogoče tako se hitro energije in leta in dnevi vrtijo. Se mi zdi, da smo včeraj snemali leto 2024. Napoved. In se mi zdi, da tudi nam ta nekak leta kar malo uidejo in se pozabimo spomniti, da smo tukaj in sedaj in da delimo ta trenutek in da mogoče, ko bomo stari 96, si za vsako izbiro tega trenutka ne bomo hvaležni. Všeč mi je tvoja motivacija in optimizem. Ja, hvala. Mislim, jaz delam na tem, da bom pri 96 fit in vse ostalo, ker to, da si zadnjih 30 let, ko je ena rastlina, umrem. Sigurno, samo če si ti del toksičnega odnosa, kad si nekdo pije energijo vsak dan posebej, sigurno ne boš fit, pa lahko ful delaš na svojem zdravju, fizičnem in tako naprej. In to ti lahko potrdim. To je lekcija zame leta 2024. To je osnovni biohacking zdravja in vsega na tem svetu, da nimaš toksičnega odnosa, ker to te izčrpa. Tako da, še bi lahko govorili o tem. Zelo zanimiva tema. Darja, zate imamo najbolj bistveno vprašanje danes, poleg vsega ostalega ognjevitega in podganjega, ki nam boš zaupala in z nami delila. Nivo izvenelo. Ognjena podgana je, decembra, zaradi tega. Kdaj in kam postaviti smreko? To je najbolj pomembna informacija, ki jo rabimo tebe slišati. Jaz bi jo postavila letos kombo na jugozahod. Na jugozahod? Ja. Ok. Tam so nove priložnosti meseca. Tam je tudi duhovnost, duhovna palača leta. Ja. Lepote. Ok, kakšne barve okraskov letos? Gremo na klasiko, ali lahko damo kakšen okrasek, ki bo podpiral energije tam? Torej, naj bo jelka, jelka, ne smreka. Jelka je slovensko avtotono drevo in je simbol dolgoživosti in zdravja, že od nekdaj, zato smo rekli božična jelka. Naj bo jelka. In ni tako bistveno mogoče, kaj je gor ali pa pod njo, ampak naj bo jelka. Naj bo drevo tisto. Zdaj pa, ko smo že pri tem, Jimmy, kater dan? Pa Lili, kater dan? Jaz bi priporočil 7. Ko Venera prihaja v vodnarja 7. Jaz sem hotel reči 6. Tam nekje. Se pravi, štart zabave v 6. Da ga finiširamo. Recimo, nekateri postavljajo tik pred božični večer, nekateri že konec novembra. Iz mojega vidika, tako kot bom jaz postavil 7. Venera prihaja v razigranega
tega vodnarja. V vodnarju je tudi Pluton in to se mi zdi ena taka dobra simbolika za nov začetek, za nove preboje, za nove transformacije. Super. Rdeča, zdaj sem zračunala po vseh energijah, kombinatoriki in leta 2025, ki je pred nami, torej zelena jelka, les, ne, rast, tudi leto, je letos še les in drugo leto pa prav tako. Ogenj, tako, rdeča je pa ogenj. Super, odlično. Naj bo rdeča. Odlično, smo zmenjeni. Okrašena. Pošljite nam, kako vam je šlo okraševanje, oziroma pošljite nam svojo jelko, da jo z nami podelite, objavite jo, bomo definitivno veseli. Veliko se dogaja v tem mesecu, ne omenim tudi 2 online dogodka. Eden je povezan s tem pomembnim dnevom 21., 22., 23. december, dnevom, ko lahko največ naredimo za svoje globoko pomlajevanje in regeneracijo, in pa o energijskih pripravah na leto 2025. Preverite oba online dogodka na klepetobkavi.si. Sicer pa, Darja, sploh ne vem, jaz si vsako leto naredim, vsako leto imam astrološko, numerološko, badz, vse imam napoved in zdaj ne vem točno, v kateri napovedi, ampak imam napisan, da naj pazim, da se decembra ne zredim, posebej letos. Zdaj pa vidim... Se vidi, mislim, da je lahko ta scenarij. Mislim, že logično je, ne? Ampak zdaj pa vidim, Darja, pri tebi pazljivost pri prehrani, da imaš napisano. Se pravi, je neka kombinacija, tle ni samo tega, da so prazniki, pa da se bomo... Letos, glede na leto se zelo zanimivo postavijo energije, ne? Temu rečemo jedoče božanstvo, to je energija, ne, ki nas spodbuja k uživanju, tako da fajn je, da se naučimo uživati sami sabo, da smo sami sabo, iz tega se povezujemo z drugimi, ampak to je tudi prehrana, prehranjevanje. In sama Ognjena podgana govori o tem, da smo zelo pazljivi pri tem, kaj dajemo v usta in iz ust, tudi besede, čustva, torej kaj damo vase. Tako da malo ločiti, kaj ja, kaj ne. Jest december itak, čas je, mraz je, toplota, sonce, dobri odnosi, dobra hrana, definitivno, ampak naj bo res tista zdrava prehrana, ki nas resnično prehrani, ne samo nas siti. In zdaj, če smo že pri prehrani, v zimskem času ledvica potrebujejo veliko mineralov in toploto. Dajte si pogledati sijajen volneni ledveni pas s simbolom seme življenja v rdeči barvi. To je nekaj posebnega, kar smo letos naredili v sodelovanju z eno družinsko, resnično lepo družinsko tradicijo oblikovanja in izdelovanja volnenih stvari. To je balzam za naša ledvica, ki pa torej sovražijo sladkor in ljubijo minerale v tem času. Pa tudi, če eno kuro s čago naredite, bo to veliko boljše, kot kakšna druga čaga v decembru, ki bi morali bolj počivati, ne? Lili, situacije, ki nas bodo postavile pred odločitev, ampak dejansko si tukaj izpostavlja to vprašanje, s kom želimo doseči visoko starost. Se pravi, da gledamo malo bolj zrelo, dolgoročno, kompatibilnost. Veš, jaz, ko sem tebe poslušala, mi je bilo zraven logično, saj tudi odnosi nas lahko hranijo ali črpajo. Kakšne besede mi izbiramo, kakšne ljudi okrog sebe izbiramo. Zdaj, če sediš zraven Jimmyja, avtomatsko začneš malo bolj resno razmišljati. Hvala, Jimmy, hvala mi. Kaj pa bi to ne pomenilo? Vidva se razumeva, mi pa levo pod znak. Aha, okej. Moja, kaj sem že tehnica? Tehnica ne zna stehtati tega. Strelka pa razume. Ampak tudi naša družba, če damo mogoče malo drugačen primer, ko boš nekoga zraven sebe, ki je zelo znerviran, se tudi ti si malo bolj živčen pola. Se pravi, koga dejansko izbiramo v svojem življenju. Se pravi, pred to vrstne odločitve bomo postavljeni, ker mi danes izbiramo, kdo bomo, ko bomo 90 let stari.
Ampak decembra je to kar težko, ne? Decembra, jaz ogromno žensk poznam, ne, kad decembra, tudi če jim ni ta partner top, si mislijo, ne, bom pol ponovno leto, ne. Samo letošnji december, moram reči, da bo zelo v ospredje postavil tiste odnose, ki za nas niso dobri. Se pravi, ali bomo zelo tako, ali pa si bomo mogli neke stvari vsaj priznati. Se pravi, si bodo letos veliko peli, kaj je že ono, sam za Božič, a veš, una pesem stara. No, dobro, bomo pa. Če lahko vskočim glede prehranjevanja, ne? Ta december ima eno olajševalno astrološko konotacijo. Ne bomo se toliko nažirali, kot bi se sicer lahko, ker so take planetarne zadeve. Imamo mlaj in polno luno mlaj v dvojčkih, polno luno v strelcu in ogromne energije strelca in dvojčka. Res je, da imamo nekaj retrogradnih zadev. Na koncu nas čaka tudi mlaj v Kozorogu in vse skupaj se bomo lahko mogoče malo več dali duška glede tega, se pa popolnoma strinjam, da treba paziti, kaj jemo. Mislim, da je veliko dobra novica, lahko se ful nažremo. Noč se ne bo poznalo. Ne bo se to, kakor bi se sicer. Ne, veš, kaj je problem? Problem pri praznikih je v tem, ne. Se vse skupaj začne, pa malo potička tam, pa ono, pa tretja, ne. Ne razumemo, da ti v bistvu kile dobiš tak 3 tedne, 4 tedne kasneje. Se pravi, januarja na sredini, ko bomo polno motivirani za hujšanje, takrat bomo šele začeli videti, da se nam hlače ne zaprejo pa podobno. Ne. To je malo... Ker imamo mlaj v strelcu, kar sicer pomeni širitev, ne? Ampak je Merkur retrograden, tako da bo mečkan malo ustavil... Širitev za nazaj. Zavira širitev. Zavira mečkan malo širitev, potem je pa še na božični večer en tak zelo napet aspekt med Jupitrom in Saturnom. A res? Napet bo Božič? Ja, to je eden od najbolj izzivalnih aspektov decembra, pa sicer zadnjih mesecev. Jupiter, to je en tak, to se zdaj zaključuje trilogija, Jupiter pa Saturn so od avgusta, se zaključuje počasi, pa imamo še enega, ampak to bo bolj na kolektivni ravni, vojne, V glavnem vse se skupaj zaključuje in to, če nadovežem na ono prehranjevanje, ne bo taka ovira, kakor bi sicer glede potičk. Ok, pustimo zdaj te potičke. To bo napete, da potičke imamo porajte. Ok, december bomo še preživeli. Naj vam povem, da smo letos za vas pripravili Harmonizator 2025. To je taka astrološka, numerološka, metafizična, iz strani prednikov, skratka izjemno uporabno orodje za leto 2025. Brezplačno najdete na klepetobkavi.si, prenesite si torej Harmonizator 2025, napovedi iz vseh področji, zato da se podprete, da se harmonizirate, ker kot boste videli v kakšni drugi oddaji 2025 kriči po temu, da se harmoniziramo in da ostanemo povezani v svojem centru. No, Darja je pa lepo napisala, čekaj, kje pa imam zdaj to, da je december, da nas povezuje kot reka. Naj bo mirna in naj bo čista. Ja, ker reka, voda simbolizira tudi zavest. In zelo, zelo priporočljivo je, da seveda to je nekaj osnovnega za preživetje, čista voda. Voda je življenje. In voda smo mi. Se pravi, hočeš povedati, da ne padamo v konflikte z svojimi družinami, partnerji, da naj se nazaj potegnemo, ali da naj kot voda spustimo vse iz sebe, tako kakor je, in naj naplavine naplavijo, kot ste rekli, novembra. Ja, marsikaj je v teh rekah, ne, Lili, ko je že Lili omenila, da se bo tu najbolj videlo, ne, ali je to, ali ni to, ne. Zdaj, naplavine niso vedno slabe, ne. Če bomo znali z njimi narediti nekaj pametnega, je to lahko napredek, ne. Prepustiti se toku v smislu, da ne delamo nič na silo. Da enostavno z mirno, nežno energijo, tako kot
Kada gledaš, kot da stojiš na bregu reke in opazuješ to reko, kako mirno počasi teče. A si gledala mogoče, oziroma ne gledala, a si brala Michael Singer The Surrender Experiment? Ne, nisem. To je krasna knjiga. No, vidiš, to bi bilo potem Eksperiment zelo... prepuščanja. Ja, ne? Prepuščanja in čez to se potem pletejo vezi spontano. Pridejo pravi ljudje v pravem času, ne? Vesolje ima že vse pripravljeno za nas. Super. Sam ne smemo iti kontra njemu na silo. Pa manj zabav si napisala. Ja, se to pa Jimmy že poudaril, da ne bo tako, kot ne, smo navajeni, kar je dobro. Ker lahko gremo res vase, si malo spočijemo, regeneriramo. Biohacking zdravja narekuje tema tišina. Tako, spanje, hrana, nabiranje energije, znanje, učenje. To je to. December se zaključuje bolj resno. Ne? Imamo solstici, kozorog, pa še mlaj v kozorogu. Se pravi, to je čas, da smo bolj resni, bolj strukturirani in to, kar si rekla, da bolj nekako gremo v tišino, ampak to je resna tišina, valjda, energije niso tako, da bomo padli dol novembrske, ampak zrelost in struktura, da bi lahko pol šli v novo leto s to energijo. Ta december bo bolj tako, bolj resen. Ja, jaz mislim, da se moraš pridružiti nam, ko bomo v temi in tišini 3 dni, kajti to je res največ, kar lahko naredimo za regeneracijo. V tem času, jaz sem prejšnjo leto to naredila in sem si izjemno hvaležna. Sem pa dobila tudi nove hinte, kako iti še globje za letos in se zelo veselim. Lili, 12.12.2024, kaj posebenega? Posebne energije v smislu, da čez neke stvari več ne bomo mogli iti. Če se navežem na reko, jaz zelo rada rečem, prepustimo se toku, ampak mi izbirajmo reko, v katero bomo stopili. Se pravi, enkrat, ko ti veš, da si na svoji poti, da je to. Potem tudi tiste izzive, ki pridejo, malo drugače sprejmaš. Jih sprejmaš kot lekcije, kot učenje, kot nekaj, kar rabiš. Ker ko se mi rodimo, recimo se tudi ne znamo obuti, obleči, čevlje zavezati. In če bomo to jemali kot ogrozen, ni mi namenjen, potem se ne bomo nikoli naučili. Določene lekcije so malo bolj zahtevne. Zahtevajo tudi, da se naš ego umiri. A veš, zmeri je ta scena, ne? Kaj se moram na novo naučiti, pa kaj delam, ker nisem avtentična jaz. Tako. Tukaj je to razlikovanje. 12.12. bo zelo dober v tem, da nam bo postregel mogoče tudi kakšno ekstremno situacijo, se pravi zelo en in drug ekstrem, ker itak so pa odtenki tukaj vmes, se nekaj izmedžuje potem tisto, kar je. Super. Hvala lepa. Evo, naša želja je, da letos tudi, kar se daril tiče, podarite čas s sabo, ker to je v resnici najbolj dragocena stvar, ki jo lahko podarite, čas s sabo. Če pa vendarle hočete dati nekaj pod smrekco, mi smo oktobra začeli z iniciacijo tega, da smo podarili 100 knjig Biohacking zdravja po matrici narave in naj bo to nekaj, kar bo posadilo seme za zdrav življenjski slog v leto 2025 in kasneje. No, vidiš, kašaš, da rabiš, ne? Skratka, tole je res nekaj, kar vam priporočamo, da si pogledate na spletni strani, kot tudi vse ostale zadeve, ki smo jih pripravili za vas in ne zamudite datuma Svete Lucije. Imamo nekaj posebnega, ena darilca imamo pripravljeno za vas na datum Svete Lucije, ki je kar pomembna reč, kaj ne, da Darja? Ja, zelo. Lucija, svetloba, lučka. Po starodavnem naravnem koledarju so ljudstva praznovala solstici ravno takrat. V bistvu je noč iz 12. na 13. december veljala za najdaljšo in Lucija je prinesla tisto lučko. Od takrat se je začelo to seme svetlobe spet gojiti. Evo, vam že lahko povem, Sveta Lucija, ena taka lepa broška, ampak dajte si pogledati več na klepetov kavi.si, da ne izdam vsega. Najlepša hvala in se vidimo drugo leto.